današnjo tiskovno konferenco poslanske skupine Zares smo sklicali z namenom, da kratko predstavimo amandmaje, ki smo jih vložili na novelo zakona o zunanjih zadevah, s katerimi želimo doseči, da bi se prekinila ta praksa imenovanja poklicnih diplomatov na imenovanje nepoklicnih diplomatov na ambasadorska mesta. In sicer v bistvu predloga poslanske skupine Zares je, da se 27. členom zakona doseže, da so vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter pooblaščeni ministri le iz vrst diplomatov. To pomeni, da imenovanje nepoklicnih diplomatov ne bi bilo več mogoče, namreč menimo, da je za vekomaj potrebno odpraviti možnost imenovanja nepoklicnih diplomatov, tako imenovanih zaslužnih politikov na ambasadorska mesta tik pred volitvami. To je slaba praksa, ki se ni začela samo v tej vladi, to se je dogajalo tudi že prej, kjer se je pač različne politike, ki se jim je na nek način počasi iztekel rok trajanja na domačem političnem parketu, potem tik pred volitvami imenovalo na različna mesta po svetu, kjer so pa zasedli mesta pogodbenih oziroma nepoklicnih diplomatov. V poslanski skupini Zares namreč menimo, da mlada država potrebuje učinkovito diplomacijo, profesionalno usposobljeno in predvsem menimo, da diplomatska mesta in ambasade, slovenske ambasade po svetu ne morejo biti nekakšen azilni dom za tiste politike, ki se želijo tja zateči, ker ocenjujejo, da se na prihajajočih volitvah lahko spremeni oblast in si na ta način želijo zagotoviti samo dobro plačana delovna mesta za obdobje 4 let, tako da te ambasade postajajo nekakšni luksuzni azilni domovi za karierne politike, ki pa niso karierni diplomati. Takšna imenovanja za časa te vlade, takšnih imenovanj je bilo kar nekaj. Predvsem velja izpostaviti imenovanje ambasadorja v Beogradu in pa v Zagrebu, kjer sta mesti zasedla vidna člana največje vladne stranke. In se to odraža tudi v tem, da ti ambasadi pravzaprav niste dali nikakršnih vidnih rezultatov. Jaz kot član odbora za zunanjo politiko nisem seznanjen z nikakršnim uporabnim poročilom strani ambasad po svetu, kjer zasedajo mesta nepoklicni diplomati. Ta praksa je slaba. Dejal sem, da je dejstvo, da se ni izključno začela v tem mandatu, da pa se v tem mandatu zadeve še poglabljajo. Prav s tem, ko poskuša vlada tik pred volitvami imenovati na diplomatska mesta tudi nekatere, predvsem politične kadre, gre za generalnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve gospoda Trekmana, ki se na tej funkciji ni izkazal, gre tudi ali pa predvsem za bivšega direktorja Slovenske obveščevalne varnostne agencije gospoda Šinkovca, recimo slednji je bil očitno imenovan na čelo Sove z namenom, da Sovo čim bolj uniči, kar mu je, kot vemo, v precejšnji meri tudi uspelo in zdaj za nagrado naj bi ga vlada imenovala v Washington na prestižno ambasadorsko mesto. Takšna imenovanja niso dobra, so zelo nenavadna, spravljajo zadrego tudi seveda gostujoče države, da jih pošiljamo tja do nedavne šefe Slovenske obveščevalno-varnostne agencije na vidna ambasadorska mesta. In zato menimo, da je s tem treba prekiniti, zato bomo tudi te amandmaje vložili. Pričakujemo, da jih bo vlada podprla. Predsednik vlade je včeraj celo to nakazal kot neko možnost. Upamo, da se bo tega držal, da si ne bo premislil ali da ne bo prišel s kakšnimi drugimi amandmaji, ki bodo samo navidezno zapirali možnost imenovanja nepoklicnih diplomatov na ambasadorska mesta. Nam se zdi to
izjemnega pomena in bomo na teh amandmajih tudi vztrajali. In če želite, to je na nek način tudi zaveza za prihodnjo vlado, da spoštuje načelo, da se na ambasadorska mesta imenuje samo poklicne, karierne diplomate, ne pa politike, ki se jim je iztekal rok trajanja na domačem političnem paketu in iščejo nekakšen azilni dom, luksuzni azilni dom v slovenskih ambasadah povsod po svetu. Ta praksa ni bila dobra. Tudi, če želite, se je v tem mandatu imenovalo kak ambasadorja v Izrael, zato da se je utrdilo neko partnerstvo za razvoj. Pa se sedaj vsi sprenevedajo, zakaj je šlo pri tej zadevi. Pa vsi vemo, da je bilo izrazito politično imenovanje. Mimogrede lahko povem še samo to, da bomo zahtevali tudi, da se črta 37a člen k 9. členu. Ta člen pa pravzaprav, ki ga je predlagal minister Rupel, omogoča, da bi bili na mesta v zunanjih službah razporejeni uslužbenci, ki bi uporabljali nižji naziv od pridobljenega. Kar pomeni na nek način, da bi lahko tik pred volitvami Rupel na določena mesta v slovenskih ambasadah imenoval tudi ljudi, ki formalno izpolnjujejo slabše pogoje kot pa nekateri drugi, ampak mu politično bolj ustrezajo. In to ni več kadrovanje slovenske zunanje politike, ampak je roplovanje slovenske zunanje politike in to ni dobro za stroko v Sloveniji. Zato, sploh glede na nekatere besede predsednika vlade, pač pričakujemo zdaj, da bo prešel od besed k dejanjem in da bo koalicija naše amandmaje tudi podprla in da se bo ta praksa prenehala. Tik preden sem sam postal minister, smo bili priča tudi dvem izrazitim kadrovanjem nepoklicnih diplomatov. Mislim, da je šlo za imenovanje na Nizozemskem in na Danskem in meni se zdi to enako nehigienično, kot se mi zdijo ta imenovanja. In tisto, kar je bilo slabo takrat, je prav, da se pove tista imenovanja, mislim, da je šlo za dr. Petrinova in pa za gospoda Gabrovca, so bila po mojem oceni slabo premišljena, nedomišljena. Mislim, da bi bilo veliko bolje, da do njih do takšnih imenovanj ne bi prihajalo in zato tudi vlagamo ta zakon. Enako kot je bilo neprimerno imenovanje gospoda Soviča, gospoda Adamiča, gospoda Lucuja, tukaj ni in ne more biti nobene razlike in resne države se tega ne gredo. Tudi v ZDA smo videli, da so se sam povedal počakali za imenovanje. Ta način, ki smo mu pričali v Sloveniji, ni dober. Povem, dogajal se je prej, tudi gospod But je šel v Prago, pa še kdo. To pač ne gre. Sem že povedal, da slovenska, ampak to ne more biti služba, kjer iščejo nekateri pribežališča, kjer se nekateri politični kadri v strahu pred tem, kaj bo na volitvah histerično zatekajo v ambasade, ki postajajo na ta način luksuzni azilni domovi za politične kadre, ne pa neke profesionalne institucije. In Slovenija kot mala država rabi profesionalne institucije in tudi slab signal pošiljamo diplomatskemu zboru kot celoti, kakšni so kriteriji za imenovanja. Jaz pričakujem, iskreno pričakujem, da bo vlada to podprla in da bo v naslednjem mandatu to sploh ne bo mogoče. Če pa tega ne bodo podprli, podajem zdaj tudi javno zavezo, da če bo stranka zares sodelovala v katerikoli vladi, se to ne bo dogajalo. Imenovanje nepoklicnih, s prakso imenovanjem nepoklicnih diplomatov bo zanesljivo prekinjeno, ker je pač neprimerno in potem tudi vidimo, kaj se dogaja v slovenski politiki, ki je pač predvsem manj učinkovita, kot bi lahko bila. Še eno vprašanje, imel bi kdaj te novele? Na tej seji bomo obravnavali novelo zakona o zunanjih zadevah in bomo praktično zdaj na julijski seji videli, ali predsednik vlade misli resno s tem, ko pravi, da bodo mogoče katera amandmaja opozicije tudi podprli. Včeraj sem ga poslušal na radio, ker sem se pač slučajno vozil v avto in je izrecno povedal, da on osebno tudi misli, da so ta imenovanja slaba. Očitno je pozabil, da jih je nekaj tudi njegova vlada naredila ali predvsem izvedla, nekaj tudi v smislu utrjevanja partnerstva za mir ali razvoj, kakorkoli je že bilo z predsednikom največje opozicijske stranke, ki ste ga sklenila, Izrael.
Ampak, če želi s tem prekiniti, bomo zdaj videli. Potem bo naše amandmaje podprl in pričakujem tudi, da bodo vse stranke dale zaveze, da imenovanje nepoklicnih diplomatov več ne bo.